Smo v Cankarjevem domu na razstavi Odprti globus, umetnost milenijske generacije. To je skupinska razstava, ki sem jo kurirala v začetku letošnje jeseni. Gre za skupinsko razstavo 10 izbranih slovenskih umetnic in umetnikov, ki vsi pripadajo milenijski generaciji, se pravi, rojeni so med letoma 1984 in 1996. Danes pa vsi zelo uspešno živijo in delujejo v tujini. Posebnost te razstave je v bistvu tako v tem, da kljub temu, da avtorji niso neznanka slovenskemu razstavnemu prostoru, da lahko ta dela vidimo zbrana na enem mestu, nekako nazaj na domačih tleh. Dodatno gre tudi za novejšo produkcijo. Večino del, ki sem jih z avtorji izbrala za razstavo, so nastala v zadnjih 2-3 letih, no nekatera dela pa so bila v bistvu tudi čisto na novo narejena za to razstavo. Razstavo je arhitekturno oblikovala arhitektka Sara Badovinac. Ob razstavi pa smo pripravili tudi razstavni katalog in pa prav poseben program za mlade in šole, ki ga je zasnoval kolektiv Olub, in pa spremljevalni program, ki ga bo zasnoval in izvedel umetniški kuratorski kolektiv ETC. Sam naslov razstave sem nekako namensko izbrala drugačen slovenski kot angleški, in sicer glavni naslov v slovenščini, ta Odprti globus, nekako nakazuje, da je svet za te avtorje zelo odprt in širok, kar nakazuje tako njihovo umetniško dogajanje kot tudi njihovi premiki po svetu. In ta angleška različica Going Global pa nekako nakazuje na, vsaj jaz tako mislim, na smer njihovih karier, kam bojo v prihodnje, sem prepričana, da bodo namreč dosegli še veliko uspehov, nekako Going Global. Eden od avtorjev na razstavi je tudi Jure Kastelic, ki se predstavlja z 4 slikarskimi deli. V svojih delih raziskuje, kaj opredeljuje in ohranja vrednost v času razvedonelosti, ki podčrtuje družbeno-politični boj poznokapitalističnih družb. Za ustvarjanje svojih nadrealističnih in sanjskih scenarijev večinoma navdih črpa iz analognih in digitalnih virov, kot so razne spletne skupnosti, klasični slikarji, pa tudi razni eseji o zgodovini ekonomije. Eden od avtorjev na razstavi je tudi umetnik Gašper Kunšič, ki se na razstavi predstavlja prvič v Sloveniji z večjimi skulpturalnimi deli. Za razstavo sva izbrala 3 oziroma dvojne večje skulpture v kombinaciji z grafikami. In kot je tipično za Gašperjeva dela, tudi v teh delih prepoznamo reference na popularno glasbo, na elemente oblikovanja in popularno kulturo, ki jih uporablja Gašper za grajenje mostov ter reinterpretacije osebnih in kolektivnih spominov. Za menoj so dela fotografa Dina Kužnika, ki se na razstavi predstavlja z fotografsko serijo poimenovano Shaped by the West. Gre za cikel fotografij, serijo, ki jih je fotograf posnel med leti 2016 in 2019, ko je potoval po Ameriki. In sicer je ta cel cikel nekako vsebinsko navdahnjen, vsebinsko izvira nekako iz njegovega otroštva in sicer odraščajo ravno nekako na prehodu ob koncu Jugoslavije, začetek nove osamosvojene države Slovenije. In mu je nekako večjo identifikacijo v bistvu nudila Amerika, ameriška kultura preko seveda raznih ameriških filmov, spotov in tako naprej. In v bistvu so se mu zelo nekako zasidrali te močni motivi, kot so avto, črpalka, v bistvu ta ameriška pokrajina. In potem, ko je sam odšel v Ameriko, posnel v bistvu te fotografije, ki so res zelo, zelo estetsko kadrirane, zelo premišljene, zelo lepe, ki pa jih na razstavi pa potem v bistvu predstavi skupaj kot nek kontraefekt,
pa v bistvu Ameriki iz druge strani, ne. Kaj pomeni kot tujec pridobiti v Ameriki vizo, ne. In zato je tudi po sami postavitvi, ne, ta fotografska dela so, ne, kot rečeno, zelo visoko estetska, okvirjena, zelo lepa, ne. In potem na drugi strani imamo predstavljeno zelo na preprost način, ne, v bistvu samo sprinta, ne, ta postopek pridobivanja vize, ne, kot nekaj veliko manj lepega in manj prijetnega, ne. Umetnica Živa Drvarič se na razstavi predstavlja z 3 deli, narejenimi v tehniki sitotisk na platno, v katerih se odraža neizogibnost človekovega obstajanja med vidnim in nevidnim, med individualnim in kolektivnim, med dejanskim in miselnim prostorom, kar so tudi sicer neke ključni pojmi njene umetniške prakse. Umetnica Meta Drčar se na razstavi predstavlja z 3 umetniškimi deli, instalacijami. Tudi sicer se ona v svoji praksi osredotoča predvsem na instalacije, ki so vezane na nek specifičen prostor, ki vzpostavljajo vzporednice med plesom, med kiparstvom in arhitekturnim prostorom. Svojo prakso tako v bistvu analizira odzivanje telesnega giba na različne dejavnike grajenega okolja v preseganju konvencionalnih metod opazovanja in doživljanju arhitekturnih stanj. Naslednja umetnica na razstavi je umetnica Nana Volke, ki se predstavlja z več slikarskimi deli, od tega je eno tudi čisto novo, narejeno za to razstavo. Tako kot je sicer značilno za njeno ustvarjanje, se samega procesa ustvarjanja, slikanja loteva na zelo zanimiv način, lahko bi rekli, da kot nekaka režiserka, kjer v bistvu postavi, zrežira neko sceno in potem v bistvu z sestavljanjem, montažiranjem različnih scen Volke na svojih slikarskih delih ustvari taka monokromatična vizualna razpoloženja in ritme, ki jih prevaja v slikarska dela in zvočne instalacije. Za menoj so dela umetnika Evgena Čopi Goriška, ki jih vsa, lahko bi rekli, nekako v vseh prepoznamo v bistvu kot nekakšen atribut v vseh njegovih delih, v njegovi produkciji zadnjih nekaj let. In sicer te zabrisani nasmeški, namensko naslikani, nekako zelo dvodimenzionalno, kot neka otroška risba, kar ustvarja tak velik kontrast pa med figurami, med temi velikimi monumentalnimi figurami, ki imajo vsa zelo izčiščena, zelo spolirana, zelo dodelana, mišičasta, lepa telesa pogosto z nekim naslonom na neko popularno kulturo, nekih zvezdnikov, zelo lepo oblečeni, v dragih oblačilih in tako naprej. In zdaj z temi kot nekakšnimi maskami ustvarja nek tak mal ironičen pridih kot neko kritiko družbi, kjer v bistvu sočloveka dejansko v vsej tej, bom rekla, narejenosti naven, v bistvu ne vidimo teh pristnih obrazov, pristnih izrazov, pač pristnega sočloveka. Naslednja umetnica na razstavi je oblikovalka Jana Zornik, ki se predstavlja z novim ciklom artefaktom z naslovom Exploration, v katerem raziskuje in nekako razširja idejo plodnosti onkraj mej same reprodukcije. Z raziskovanjem plodnosti nekako preizprašuje koncept življenja, zapuščine in smrtnosti. Sam cikel je oblikovan iz simboličnih vsakdanjih materialov, predmetov, kot so jajčne lupine, škatlje za jajca, zajemalke, postelje, rjuhe in zemlja,
ki pa jih potem kombinira z dragocenejšimi materiali, kot sta recimo porcelanski prah in pa kovina. Umetnica Katarina Casserman se na razstavi predstavlja z dvema čisto novima deloma, dvema slikarskima deloma, ki jih je ustvarila prav za to razstavo. Neko osnovno vodilo njenega ustvarjanja je v bistvu reprezentacija nematerialnega. Ker vsaka bit, ideja ali materija potrebuje svojo vrstno snov, ki omogoča rast in razvoj, in umetnica skuša znotraj teh procesov nekako podati formo primarno neotipljivemu. Umetnica Katja Fele se na razstavi predstavlja z 4 deli. Vsa so del serije imenovano Skrito. V vseh teh delih pa v bistvu motivno se Katja naslanja oziroma izhaja iz predvsem digitalnega sveta, v katerem živimo, se pravi razne podobe računalniških zaslonov, mobitelov, sporočil, tudi v bistvu vseh ekranov, kar se pojavlja na ekranu. Pri tem pa v bistvu kot nek kontrast uporablja pa v bistvu zelo tradicionalne tehnike. Se pravi pri slikarstvu olje na platno, ampak še nekoliko bolj pa bi lahko rekli pa te dve manjši deli, ki sta pa v bistvu tapiseriji. In v bistvu na ta način tudi nekako želi s temi sicer sodobnimi motivi, ampak v bistvu ohranjati pa v bistvu te neke tradicionalne tehnike.